Hej, lepo zdrav, dobro jutro in dobrodošli v novem liveu, ki ga imamo na Patreonu, kjer dnevno zdaj spremljamo gibanje cen kriptovalut. Zdaj, če se mi hočete pridružiti, če to gledate kasneje na YouTubu, če se mi hočete pridružiti vsako jutro ob 9. zjutraj, so povezave na moj Patreon spodaj v pripetem komentarju in pa seveda tudi v opisu. Ok, kje smo končali mi včeraj? Mi smo včeraj pričakovali padec in smo tudi izrisali likvidnostne meje, za katere smo pričakovali, da jih bo pobralo. To je bila tale meja na tam nekje 77.500 in tudi tale meja na 76.000 in potem na, to je 15-minutni časovni interval, in potem na enournem časovnem intervalu smo označili tudi tole mejo na tam nekje 75.000. In vse to smo praktično pobrali z včerajšnjim padcem. Tukaj smo imeli označeno še tole dvojno dno, ki je sicer bikovski vzorec, ampak smo izgubili s tem padcem tudi njegovo neckline mejo. In zdaj se ob tej neckline meji mi zbiramo. In glede na to, da imamo, kar se tiče gibanja cene, tukaj na 15-minutnem časovnem intervalu, udarjamo ob eno in isto mejo, skoraj da horizontalno, to je 76.635, imamo pa vedno višja dna, tako da, ja, kar se tiče te meje, bi zdaj jaz pričakoval preboj, ampak še vedno je pa treba paziti tole mejo tukaj, ki smo jo prej izgubili, to je na 77.500, tam nekje. Zdaj, kar se tiče tega indikatorja tukaj, ki prikazuje nabiranje dolgih in kratkih pozicij, vidimo včeraj, kako so se tukaj na tem vrhu nabirale dolge pozicije in seveda vsi ti ljudje so bili potem s tem padcem kaznovani. Zakaj? Zaradi tega, ker trg se ponavadi obrne v nasprotju s pričakovanji. In kar bi zdaj jaz gledal, predvsem za bike, je tale meja, ki sem jo že večkrat poudaril. Sicer zdaj smo udarili že drugič v njo. Jaz bi gledal za bike, da mi tole mejo prebijemo. Samo malo bom jaz izrisal. Torej, da prebijemo tole mejo tukaj. Prebijemo to na, koliko imamo tukaj? 79.000, praktično okroglih. Torej, da jo prebijemo in na njej naredimo podporo, kar bi bil potem lahko znak za nadaljevanje rasti. To bi bil zdaj bikovski scenarij. Tukaj tole dvojno dno smo praktično izgubili, tako da je tale vzorec praktično razveljavljen. Zdaj, za medvede bi pa jaz gledal tole, da pridemo do tele meje, ki smo jo tudi včeraj izgubili na 77.500 in smo od nje zavrnjeni in potem seveda nadaljujemo naprej s padanjem. Kar se tiče ponovno tegale indikatorja, so znaki trenutno malo nejasni, ampak se pa nabirajo dolge pozicije za Ethereum, ki ga bomo tudi malo kasneje pogledali. Bitcoin je sicer padel dol, ampak je tudi začel rast, tako da to bo vsekakor treba spremljati. Če pridemo do sem gor in se spet nabirajo dolge pozicije, potem bi to lahko bil znak, da bomo padali še naprej. In pa tukaj imamo še nekaj. RSI imamo spet, samo malo, to bom zbrisal,
Spet imamo skrito medvedjo divergenco, kot vidimo tukaj v gibanju cene, vrh, nižji vrh, medtem ko pri RSI-ju imamo pa vrh in pa morda malo višji vrh. Na enournem časovnem intervalu mi tega še nimamo, tako da bi lahko bil znak, da bomo morda danes še kaj rasli. Kot sem rekel, spremljati bo treba tole mejo na okoli 77.500, da vidimo, kaj se bo tam dogajalo. Tako da tukaj v bistvu medvedje divergence, skrite medvedje divergence še nimamo, bo pa treba tole paziti. Kaj se tukaj še dogaja? V bistvu, če pogledamo 4-urni časovni interval, da vidimo, ja, tukaj se nam v bistvu že kar dela tale skrita medvedja divergenca, no, po mojem bi lahko pričakovali še malo rasti, kar se tiče današnjega dneva. Treba bo paziti tale vrh in pa tale vrh in pa seveda RSI. Dajmo zdaj še pogledati Ethereum, kaj se tukaj kaj dogaja. Ethereum, vidimo, da gremo točno po tejle trend liniji dol, ampak udarili smo jo zdaj že kar nekajkrat. In očitno to gledajo tudi drugi ljudje, zato se tukaj nabirajo tele dolge pozicije. In kot vidimo, Bitcoin zdaj v zadnjem času tudi kar sledi. In kot sem opozoril, če se nabere preveč dolgih pozicij, potem lahko pride tudi do zavrnitve. To imamo 15-minutni časovni interval, zdaj tudi tukaj mislim, da bi se lahko naredila skrita medvedja divergenca, ampak bo treba še malo počakati. Kar bi jaz zdaj pričakoval, tudi tukaj za Ethereum, je predvsem tale meja tukaj 2471 in pa seveda tudi tale na 2366 jo bom kar označil. Tako, ampak ta se mi zdi pomembnejša, tako da ja, za bike bi jaz pričakoval preboj tele trend linije in pa da zrastemo gor nad to mejo, naredimo podporo in seveda potem rastemo naprej gor. To bi bil bikovski scenarij. Bikovski scenarij, zdaj medvedji scenarij bi pa bil, da smo mi od tele trend linije zavrnjeni in pa seveda padamo še naprej dol. Eno območje za testiranje bi bilo tukaj 2100, tam nekje, in pa seveda tudi meja 2000, ki je okrogla meja in predstavlja tudi takšen psihološki mejnik. Zdaj, če pogledamo tukaj enourni časovni interval, vidimo tudi tukaj se zelo jasno kaže tale trend linija. Udarili smo vanjo zdaj že kar nekajkrat, tako da morda bi bilo tukaj za pričakovati preboj in potem seveda, da se spremlja tale situacija naprej. Kaj je tukaj še kar precej vztrajno, kar sem pozabil pri Bitcoinu poudariti, tukaj imamo tudi zelo vztrajno bikovsko divergenco, kot vidimo pri gibanju cene, dno, nižje dno in pa nižje dno. Medtem ko pri RSI-ju pa vidimo dno, višje dno in pa še enkrat višje dno. Tako da, ja, bo treba tole zdaj kar spremljati, če bomo mi slučajno tole trend linijo prebili in naredili višji vrh od tega tukaj, ki smo ga imeli. To je na
tam nekje okroglih 2400. Tako da dajmo mi tole kar zarisati, bikovski scenarij, torej da prebijemo podpora in potem seveda rastemo naprej gor. Ampak, kot sem opozoril, treba bo spremljati tudi to, začele so se kar nabirati dolge pozicije, kar se tiče Ethereuma. Še vedno bo treba spremljati tole mejo, če bomo mi slučajno dobili zavrnitev od nje, kar bi lahko potem namigovalo na nadaljevanje padanja. Zdaj, v primeru padanja je seveda tukaj tale meja, ki sem jo že izpostavil, kjer bi lahko spremljali za podporo na tam nekje 2100. Tako, ja, kar zanimiva situacija, vsekakor bo za spremljati. Tako da tudi, če spremljate, če spremljate kasneje na YouTubu, se ne pozabite naročiti na kanal. In če želite biti na tekočem, kar se tiče dogodkov, če želite ta live spremljati dejansko v živo, se ne pozabite naročiti na moj Patreon kanal. Tako da, ja, z veseljem vas pričakujem tudi tam, povezave so spodaj v opisu in pripetem komentarju. Tako, to bo tudi to za danes. Jaz vam želim lep dan še naprej in seveda se vidimo v naslednjem liveu. Čau, čau.